Tušev vzpon na Celjsko kočo je tudi letos privabil številne ljubitelje kolesarstva in pohodništva. Pripravili so ga 19 zapored, udeležilo pa se ga je preko 2000 kolesarjev in pohodnikov. Začelo se je na štartu pred celjskim Planetom Tuš. Kolesarji so še zadnjič preverjali svoja kolesa, potem pa točno ob 10. štartali na pot proti Celjski koči, ki se nahaja na nadmorski višini 650 metrov. Kolesarji so tako morali na 7-kilometrski progi premagati 440 metrov nadmorske višine. Podobno je bilo s pohodniki, ki so štartali iz Grada. Kolesarji so sicer lahko tekmovali na čas, merjenje se je začelo pred prvim vzponom. In najhitrejši kolesar je bil tokrat lanskoletni zmagovalec Gregor Tekavec iz kolesarskega kluba Tuš Tim, ki je še izboljšal svoj lanskoletni čas. Tokrat je na cilj prispel v 17 minutah in 15 sekundah. Pot je bila v redu, minila je kar hitro, tako da solidno čas, pa zelo na pamet, ne vem, ampak pravijo, da je kar krepko pot 18 minut. Ja, redni treningi, ne. Pa kar intenzivni, drugače se ne da tako hitro pelati. Proga večinoma v senci, tako da ni bilo neke vročine čutiti. Najhitrejša ženska udeleženka kolesarjenja je bila Laura Šimenc iz kolesarskega kluba Umag s časom 21 minut. So pa letos v Tušu uvedli novo kategorijo, vzpon z legendarnim ponijem. Najhitrejši v tej kategoriji je bil Primož Jurak iz športnega društva Tu Simple, ki je na cilj s tem oldtimerjem brez prestav prišel v neverjetnih 23 minutah in 21 sekundah. Čas je bil, kar sem pričakoval malo počasneje, ampak je šlo kar dobro. No? Trpimo pa vsi. Kupil sem ga 2 leti nazaj, na Vršiču 2-krat sem bil, oziroma zdaj že 3-krat. Vadim v klanc cik-cakanje, no? Tada prvi sem mogel malo zavijati, pol je šlo pa kar naravnost. No? Ste kaj stopili dol s kolesa med potjo? Ne, ni bilo treba. Ne? Je bilo pa fajn motivacije, ko so bili prehitevo v specialkah, teda to je bilo samo dodatek. Številnim pa rezultati niso bili najpomembnejši. Prišli so za rekreacijo in zaradi druženja. V bistvu zaradi druženja. En kolega je prišel tudi v Slovenijo tekmovati, se je odločil in sem bolj bil za spremstvo, za druženje. In kakšna je bila pot? Pot je bila odlična, peljali smo se v redi. Zdaj še čakam kolega, da pride gor. V bistvu nisem imel nobenih priprav, šel sem zgolj bolj za veselje. Tudi časa nimam nič števca gor, tako da mi rezultat ni, bolj sodelovanje. Že par let hodimo tle, no, in nam je vsak let zelo všeč. Je lušten. Letos sem se sicer za gorsko odločila, da je malo drugače, je pa zelo luštna pot okolno. Pač lep razgled je skozi. Kaj pa tisti vzponi? Jaz so pa kar malo večjih okolno. Pa tudi po cesto kar hudi. Bilo naporno, ampak smo hvaležni senci, ki nas je skozi spremljala. Kaj pa zdaj tu na cilju, kaj počnete? Ja, definitivno smo si vdahnali, pa zdaj bomo malo šli v kol, pa pogledali, kako je. Zanimivo. Že večkrat na tem Tuševem vzponu ali? Jaz sem prvič. Drugače pa moja družina je pa že večkrat bila. So pa letošnji dogodek izkoristili tudi za osveščanje, tako kolesarjev kot ostalih udeležencev v prometu. Pri tem so imeli glavno besedo člani zavoda Vozim, ki so obiskovalce Celjske koče na pravilno udeležbo v prometu opozarjali pod sloganom Mislim varno in vozim s srcem. Na eni strani pač dokazujemo, da ne glede na oviranost se tu da športa, če le je volja pa motivacija. Po drugi strani imamo pa v zavodu tudi dosti poškodovancev zaradi prometnih nesreč in ozaveščamo varnosti v cestnem prometu in ena izmed akcij je tudi 1,5 metra, to pomeni 1,5 metra je ta razdalja, kjer je varno prehitevanje avtomobilistov, kolesarje. Sedaj se zavzemamo nekako, da kolesarji nismo stisnjeni v kot in da ne glede ročni, navadni vsi, da avtomobilisti upoštevajo 1,5 metra to razdaljo, ko prehitevajo te kolesarje. Ob koncu vzpona je sledilo še druženje, pa podelitev nagrad najboljšim v vsaki in absolutni kategoriji ter zabava s poskočnimi muzikanti. V Tušu so bili tako tudi z 19. izvedbo vzpona zadovoljni. Nas izredno veseli, da je celoten dogodek družabno-rekreacijske narave, res tisto, kar ljudje pričakujejo, kar želijo in seveda, kjer preživijo svoj prosti čas. Pravo junijsko poletno vreme, kar je še dodatna motivacija, da dan preživimo v naravi. Celoten dogodek je pripravljen tako, da je namenjen za vse generacije in za celotno družino.
Veseli nas, da je danes z nami toliko tudi mladih, da tudi njih upeljemo v samo hojo oziroma kolesarstvo in da jih že od mladih nog naučimo, kako dobro preživeti prosti čas. Dodajmo še, da rekord proge 16 minut in 23 sekund že nekaj časa ostaja nedotakljiv. Morda pa kdo nov rekord postavi prihodnje leto, ko bo Tušev vzpon praznoval jubilej 20 let. V Tušu pa se v tem času že pripravljajo na Tušev tek Baru, ki bo 22. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani in je že razprodan. Pričakujejo pa več kot 10 tisoč obiskovalcev.